Prisrčno pozdravljeni v novi epizodi niza 8 korakov celostnega zdravja. Roman Pajn je rekel: sončna svetloba je najdragocenejše zlato, ki ga lahko najdemo na Zemlji. Brez sonca in njegove svetlobe življenja ne bi bilo mogoče, prav tako pa je ta nujna tudi za naše zdravje. O prednostih pa tudi nevarnostih sončne svetlobe bova spregovorili z našo današnjo gostjo Tino Firanović, diplomirano delovno terapevtko in bodočo magistro menedžmenta v zdravstvu in socialnem varstvu. Tina, danes se bova skupaj pogovarjali o soncu, o njegovem vplivu na zdravje in zakaj je tako pomembno za naše celostno zdravje. Kaj je tvoja prva misel, ko omeniva to temo? Moja prva misel je to, da brez sonca dobesedno ni življenja. Mislim, da je sončna svetloba tako zelo pomembna, da je Bog poskrbel, da imamo zaradi sonca neprestan vir neke neprecenljive energije, ki vzdržuje dejansko vse življenje na naši zemlji. To energijo, ki jo dobimo od sonca, potrebujejo rastline, ki rastejo v drevesih, rastline, ki rastejo na naših vrtovih. Zaradi energije sonca tudi poteka kroženje vode v ozračju. Prav tako pa zaradi sonca dobivajo tudi živali svojo energijo. Celo gorivo, recimo, ki daje moč našim avtom, temu gorivu lahko sledimo vse do energije nazaj, za katero je poskrbelo sonce. Dejansko res lahko rečemo, da je sonce in moč sonca začetnik vseh naravnih energij, ki so se pojavile na naši zemlji. Omenila si, da je Bog poskrbel, da imamo zaradi sonca stalni vir energije. Ali smo res lahko prepričani, da je Bog sonce predvidel kot nekaj dobrega? Dejansko smo lahko prepričani za vse stvari, ki jih je Bog ustvaril, da so nekaj dobrega, ker je tudi to rekel ob stvarjanju. In tudi glede na to, kar sva prej omenile, lahko resnično rečeva, da je sonce zares nujno potrebno za življenje in da ga nam je Bog dal v blagoslovu. In tudi sonce, tako kot vse ustvarjene stvari, so dobre. Sonce se res v današnjih časih čedalje bolj bojimo predvsem nekih negativnih posledic, ki naj bi jih imelo na naše zdravje. Toda ob zmerni uporabi je sonce dejansko dobro za nas. Tudi ena izmed vrstic v Svetem pismu piše, če lahko citiram: "Res sladka je svetloba in dobro de očem gledati sonce." Menim, da je to zagotovo resnično in podobno kot rastline, tudi naša telesa potrebujejo sončno svetlobo za neko optimalno zdravje, ki ga lahko dosežemo seveda ob zmerni uporabi, kot sem že prej rekla. Kakšna pa je potem ta zmerna uporaba? Kako lahko uporabljamo sonce, če temu lahko tako rečeva, na tak način, da nam ne škoduje in imamo od tega uporabe sonca kot takega tudi koristi? Najprej moramo razumeti, da je vpliv sončne svetlobe drugačen, recimo med sončnim vzhodom in nekje 9. in 10. uro v poletnem času, recimo od maja do oktobra, in pa med tistim, ki je potem med 10. in recimo do nekje do 16. ure. Ta dva vpliva nista enaka in se razlikujeta. Na tako njun vpliv na naše telo, kot tudi na neko varnost sončenja. V čem pa je razlika med tema dvema vplivoma? V poletnem času, se pravi med 10. in 16. uro, takrat od maja približno do oktobra, se na naši koži, na površini naše kože pod vplivom UVB žarkov tvori vitamin D. In to je ta vitamin, ki je pravzaprav zelo pomemben za delovanje človeškega telesa. Je pa priporočljivo, da mogoče kljub nekem nasprotnemu prepričanju, ki ga imamo v tem času, nismo namazani s kremo za zaščito proti soncu. Toda vsi nas opozarjajo, naj v tem času ne hodimo na sonce. Ja, to je res in tudi raziskave v preteklosti so nas opozarjale, da se moramo sonce izogibati. Toda zdaj smo se znašli pravzaprav v drugačnih težavah. Tudi raziskave iz lanskega leta, iz leta 2020, nas opozarjajo, da je ta premajhna izpostavljenost soncu dejansko postala javnozdravstveni problem. Seveda pa ne smemo ničemer pretiravati in tudi zmernost je eden izmed teh 8 naravnih zdravnikov, katerega se moramo posluževati. Se pravi, če sonca nismo navajeni, je dovolj, da začnemo z neko 5-minutno izpostavljenostjo, ki jo potem lahko podaljšujemo na recimo 10, 15, 20 minut, recimo 3-krat tedensko. Za starejše pa je priporočljivo, da je mogoče ta izpostavljenost vseeno malo daljša, ker so procesi v njihovi starosti malo drugačni in potrebujejo več časa za to izpostavljenost in za tvorbo vitamina D. Se pravi, da če cel dan preživimo v nekih zaprtih prostorih, če
nismo na soncu v tem ključnem času, potem vitamina D ne moremo tvoriti. Prav tako pa recimo tuširanje ali umivanje rok ni priporočeno po sončenju, zato ker je vitamin D topen v maščobi in ga milodansko raztopi in odplakne z vodo. Kot sem rekla, vitamin D se tvori s pomočjo teh UVB žarkov na naši koži, na površini kože iz derivata holesterola, potem pa se v naših jetrih pretvori v obliko, ki jo poznamo kot vitamin D, oziroma strokovno se mu reče 25-hidroksiholicalciferol. Njegovo količino pa lahko tudi določamo v krvi z raznimi testi in lahko potem tudi vidimo, koliko tega vitamina dejansko imamo. Ali lahko potem govorimo o nekih splošnih pozitivnih učinkih, če izhajamo iz tega, da je sonce tako zelo pomembno za tvorbo vitamina D? Seveda, sončna svetloba pozitivno vpliva na različne organske sisteme in ima res nek pozitiven vpliv na celo naše telo. Dokazano pozitivno vpliva na delovanje imunskega sistema, se pravi zviša delovanje imunskega sistema. Tudi ob gibanju na sončni svetlobi in na svežem zraku se zmanjšuje stres, kar verjamem, da smo vsi med nami že izkusili. Izboljša se naša prebava, poveča se presnova, prav tako se znižuje srčni utrip, lahko pa tudi v bistvu pripomore to gibanje na soncu k zmanjšanju kroničnih bolečin. Pogovarjali sva se o pomembnosti izpostavljanju sonca med 10. in 16. uro v poletnem času. Zanima me, ali obstaja tudi kakšna korist, če se izpostavljamo soncu recimo že takoj zjutraj, pred 10. uro? Ja, kljub temu, da se takrat mogoče ne tvori vitamin D, so tudi v tistem času koristi gibanja na soncu. Na splošno se izboljša seveda naše počutje, če se zjutraj zbudimo in imamo to možnost, da se lahko sprehajamo medtem, ko sonce sije. Takšno gibanje predvsem koristi tistim, ki so nagnjeni k srčno-žilnim boleznim. Prav tako pa ob tem gibanju v tem času od sončnega vzhoda do nekje 10. ure svetloba preko naših oči pomaga uravnavati našo biološko uro. Bog je namreč ob stvarjenju človeka poskrbel, da imamo tako imenovan cirkadiani ritem, ki je v bistvu usklajen z menjavanjem svetlega in temnega dela dne. In če recimo potujemo v drug časovni pas, ali pa če imamo nočne dežurstva, se lahko po prvi noči spanja zbudimo zgodaj zjutraj, se gibljamo na soncu in s tem nekako zmanjšamo ta prilagoditveni čas, ki ga potem potrebujemo. Prav tako pa je to gibanje lahko terapija vsem, ki so utrujeni ali pa imajo kakšno motnjo spanja, ki nima zdravstvenega vzroka. Tudi poleg vsega, kar sem že naštela, dejansko ta svetloba zgodaj zjutraj ali pozno popoldne vpliva na pinealno žlezo, ki je v naših možganih, ki spodbuja večje izločanje melatonina, ki pa je zelo pomemben hormon pri obnovi našega telesa in v bistvu pomaga telesu pri zdravljenju. Prej si nam povedala, da nastaja ta vitamin v poletnem času. To pomeni, da nam ga mogoče primanjkuje na splošno? Je zelo verjetno. Raziskave so pokazale, da približno 80% ljudi v jesenskem in v zimskem času ima neko pomanjkanje vitamina D. Kaj pa se lahko zgodi, če imamo tega vitamina premalo, oziroma pri čem vse nam ta vitamin potem sploh pomaga? Veliko različnih študij je bilo izvedenih, recimo ena študija je bila na Finskem, v kateri so ugotovili, da vitamin D pomaga pri sladkorni bolezni, da varuje pred sladkorno boleznijo tipa 1 in da varuje tudi pred razvojem sladkorne bolezni tipa 2 in da pomaga tudi pri zmanjševanju posledic te bolezni. Potrjeno je, da dovolj visok nivo vitamina D zaščiti pred nastankom raka in da tudi zmanjšuje kronične bolečine. Je pa tudi znano, da vitamin D nekako pomaga pri preprečevanju prehlada in pa tudi pri respiratornih infekcijah. Pomembno pa je, da se zavedamo, da vitamin D tudi vpliva na absorpcijo kalcija, jo regulira, pa tudi na druge minerale in je s tem tudi važen dejavnik za zdravje naših kosti. Na splošno pripomore vitamin D k izboljšanju našega razpoloženja, kot so tudi že omenili, pri depresiji, ima nek splošen pozitiven vpliv na naše duševno zdravje. Je pa bila v lanskem letu izvedena ena študija, ki je v bistvu govorila o tem, da je s pomanjkanjem vitamina D povezanih več kot 300,000 smrti v Združenih državah Amerike in skoraj 500,000 smrti v Evropi na leto.
in da nekako pomanjkanje vitamina D v bistvu zvišuje incidenco različnih rakov. Eden izmed takih rakov je bil rak dojke, pa tudi rak debelega črevesa in danke. Potem vpliva pomanjkanje vitamina D na zvišan krvni tlak, na srčno-žilne bolezni. Naj bi imel tudi vpliv na večje tveganje za multiplo sklerozo in za Alzheimerjevo bolezen. Začenjajo pa tudi nekako študije ugotavljati, če obstaja povezava med pomanjkanjem vitamina D pri nosečnicah in potem posledično mogoče pri plodu povzročajo motnje avtističnega spektra. Zvišuje se tudi recimo tveganje za astmo. Kot smo omenili, že vpliva nekako oziroma naj bi po študijah sodeč vplivalo na sladkorno bolezen tipa 1 in pa tudi na kratkovidnost, s katero se marsikdo izmed nas srečuje. Omenila si, da vitamin D ščiti pred nastankom raka. Toda kaj pa kožni rak? Ali ni ravno sonce to, ki povzroča kožni rak? Definitivno je. Tudi Mednarodna agencija za raziskave raka opozarja na to, da prekomerno sončenje je razvoj oziroma res velik dejavnik tveganja za nastanek kožnega raka, ampak to je to neko prekomerno sončenje, pri katerem lahko govorimo v bistvu že o opeklinah. Tudi vse študije govorijo o tem, da višje kot je število opeklin, katere smo imeli v življenju, nekako višje je tudi tveganje za negativen učinek sonca na naše zdravje. Je pa pravilno izpostavljanje soncu tisto, ki v bistvu lahko pripomore k zdravi koži in je tudi lahko na nek način preventiva pred rakom melanomom, ki je pa, kot sem že rekla, posledica nevarnega učinka sonca. Neka dodatna korist, ko smo na morju ali pa če moramo delati na soncu, je to, da jemo sadje in zelenjavo, ker imata ogromno antioksidantov. Ti antioksidanti pa preprečujejo delovanje prostih radikalov, ki nastanejo pri sončenju in poškodujejo DNK. Tudi recimo pitje prave kave je odsvetovano, ker kava zmanjšuje delovanje encima, ki skuša popraviti te škode telesa po nepravilnem sončenju. Tako da si moramo zapomniti, da je dejansko veliko drugih stvari, ki imajo tudi vpliv na zdravje naše kože, ne samo izpostavljanje ali neizpostavljanje soncu. Je pa tudi neko dejstvo, ki si ga moramo zapomniti, da je ta rak, ki nastane kot posledica sončenja, manj invaziven od tistega, ki nastane zaradi katerih drugih vzrokov. Hvala, Tina. Hvala, bilo mi je res v veselje. Veseli nas, da ste bili tudi danes z nami. Zdaj pa vam zaželim le še veliko sončnih dni in dobrega počutja ter vas vabim, da se nam znova pridružite tudi prihodnji teden, ko bomo spregovorili o pomenu zmernosti. Že danes pa lahko na naslovu, ki ga vidite izpisanega na ekranu, naročite brezplačno revijo Čili in zdravi, v kateri boste našli veliko koristnih nasvetov za pridobitev in ohranitev celostnega zdravja. Ne pozabite pa tudi na našo Facebook stran Čili in zdravi. Nasvidenje, do naslednjič. Revija Koraki do zdravja vam omogoča, da se spoznate z 8 skrivnostmi za dolgo, zdravo in kvalitetno življenje. Predstavljenih 8 načel temelji na raziskavah sodobne znanosti, ki nas spomnijo na preproste korake pri zagotavljanju boljšega počutja. Naročite svoj brezplačni izvod še danes.